Izjak Mlakar, spoštovani cenjeni gostje, spoštovane občanke in občani občine Kamnik. Dovolite mi, da vam prenesem pozdrave našega župana Marjana Šarca, ki vam ob prazniku naše občine iskreno čestita. Kot vam je znano, zaradi bolezni okreva v ljubljanskem kliničnem centru. Naj povem, da je pred nekaj urami uspešno prestal operacijo in bo najverjetneje kmalu premeščen v domačo nego. V nedeljo bomo praznovali obletnico rojstva našega rojaka Rudolfa Maistra in hkrati največji praznik občine Kamnik. Naša občina se sooča z mnogimi težavami, gospodarskimi in socialnimi. Število investicij ni takšno, kot bi želeli, a to ne pomeni, da se nič ne spreminja na boljše. Lahko se pohvalimo z mnogimi uspehi, zlasti, če jih pogledamo v luči vse splošnega varčevanja. V obdobju od preteklega praznika smo začeli in dokončali kar nekaj projektov, nekateri pa na svoj zaključek še čakajo. Med drugimi smo začeli z deli na področju kohezije. Občina Kamnik je tako imenovana vodilna občina za celoten projekt. Zastopa občine Domžale, Mengeš, Trzin, Komendo in Cerklje. Junija 2014 smo z županom Škofljice, Ivanom Jordanom, izposlovali sestanek na vladi, ki je kasneje sprejela sklepe, ki so nam dali možnost začeti dela z lastnimi sredstvi. V ta namen smo vzeli posojilo in začeli z deli na področju kanalizacije in vodooskrbe. Na tuniškem delu dobro napredujemo. Do letošnjega septembra je načrtovan zaključek na tem delu. V Stranjah načrtujemo zaključek v juniju. Čeprav je skalnat teren zelo zahteven, pa tudi ozke ceste predstavljajo problem za stroje. Južni krak, kjer gre za vodooskrbo, pa je v večini že zaključen. Izvaja se povezava na jugu, perovski del pa bo zaključen do poletja. Upamo lahko, da se nam bo pogum pri začetku dela obrestovalo. Dela so se začela tudi na centralni čistilni napravi Domžale Kamnik, kjer gre za nadgradnjo, saj bo le tako lahko zadostila okoljskim zahtevam. Znašli smo se v veliki zagati, saj odločb o črpanju kohezijskih sredstev še ni. Čas pa nas preganja. Ko bomo dobili odločbe o kohezijskih sredstvih, bomo lahko začeli z naslednjo fazo in stroje poslali tudi v Tuhinjsko dolino. Dokler odločb ni, črpamo kredit, ki ga bo kmalu zmanjkalo. Zato je hitra odločitev vlade za nas odločilnega pomena. Kohezija je trenutno največji projekt, ki ga izvajamo. Pohvala in zahvala gre ekipi pod vodstvom Suzane Stražar. Ne morem mimo osnovne šole Toma Brejca. Zgradnjo oziroma obnovo stare, premajhne in potresno nevarne šole se je začelo v novembru 2012. Po manj kot 15 mesecih gradnje so se učenci iz več nadomestnih lokacij lahko vselili v nove prostore kamniške pepelke. Nova 24-oddelčna šola je stala 10,5 milijona. Svoj delež 28% je prispevala tudi država. Zahvala za hitro in uspešno gradnjo gre v veliki meri ravnateljici Mojci Roreš-Karjanc in občinski upravi in njenemu direktorju magistru Ivanu Kendi in seveda izvajalcu del, podjetju Graditelj. Kljub gradnji osnovne šole Toma Brejca smo izvedli tudi energetsko sanacijo podružnične šole v Nevljah, sanacijo kletnih prostorov na osnovni šoli 27. julij, požarne stopnice na glasbeni šoli Kamnik in nekaj manjših obnovitvenih del na ostalih šolah. Eden večjih projektov v lanskem letu je bil prav gotovo tudi ureditev tekaških površin na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Stara, peščena podlaga se je zamenjala z umetno maso, tartanom. Obnovljene tekaške površine občanke in občani Kamnika
lahko uporabljate brezplačno. Poleg tega se je izvedla sanacija objekta ob stadionu. Zamenjana so bila okna, ogrevanje, uredila se je okolica. Celotni stroški so znašali preko 600 000 evrov. Fundacija za šport je prispevala nekaj manj kot 100 000 evrov. V načrtih za letošnje leto je tudi dokončna ureditev ostalih atletskih površin, namenjenih vadbi in izvedbi atletskih tekmovanj. Nismo pa delali samo na področju šolstva in športa. Tudi drugje je bilo izvedenih nekaj večjih investicij. V uporabo smo predali nov perovski most čez Kamniško Bistrico, ki je namenjen pešcem in kolesarjem. Hkrati pa uredili okolico v sodelovanju z društvom Street Workout Kamnik, ki je postavilo telovadna orodja v naravi. Naj spomnim, da je bila stara brv dotrajana. Ob morebitnem visokem nivoju Kamniške Bistrice je grozilo porušenje, sedanjo izvedbo brez podpornih stebrov pa je varna tudi pred stoletnimi vodami. V Šmartnem v Tuhinju smo izvedli prvo fazo obnove ceste skozi vas. V letošnjem letu načrtujemo nadaljevanje del. Asfaltirali smo cesto proti Kužni, cesto v Tunicah Zadnji vrh in preplastili 150 metrov ceste na Brezjah. Asfaltirali dvorišče pred domom krajanov v Podgorju ter izvajali ostala nujna vzdrževalna dela na več kot 400 km občinskih cest. Največji projekt pa je bila zagotovo rekonstrukcija križišča Potok Snovik. Z rebalansom proračuna je občinski svet občine Kamnik zagotovil večjo varnost v prometu na poti proti termam Snovik. Z rekonstrukcijo ni le olajšan uvoz, pač pa tudi olepšan vhod v dolino, ki jo letno obišče več tisoč turistov. Zahvaljujem se občinskim svetnicam in svetnikom prejšnjega mandata, ki so enoglasno podprli to prepotrebno investicijo. V Šmarci, Mekinjah in Kamniku smo postavili 29 novih svetilk javne razsvetljave. Skupaj z občino Lukovica smo dokončali mrliško vežico na Češnicah in zgradili novo v Zgornjem Tuhinju, ki po izboru revije Dezin Magazine spada med 11 najbolj nebeških objektov na svetu. Čestitke projektantom iz Tria Studia. Ne gre vedno vse po načrtih, a z dobro organizacijo in hitrimi reakcijami se da rešiti še tako velike težave. V začetku lanskega februarja je bila večina Slovenije okovana v led. Tudi občina Kamnik ni bila izvzeta. Potem, ko je brez električne energije ostala večina občank in občanov in so zaradi podrtih dreves mnoge ceste postale neprevozne, je župan Marjan Šarec razglasil izredne razmere. Skupaj s poveljnikom civilne zaščite Matjažem Sršo sta svojimi hitrimi reakcijami zagotovila dobavo električnih agregatov, s pomočjo katerih smo občane poskrbeli z električno energijo. Gasilke in gasilci, delavci Elektra, ekipa štaba civilne zaščite in vi, občanke in občani, ki ste kakorkoli pripomogli pri tem, da se je življenje izredno hitro vrnilo na pravi tir, ste opravili solidarno, nesebično in srčno delo. Iskrena hvala vsem, ki ste zaščitili in reševali življenja in premoženje. V tednu dni trajajoči intervenciji smo dokazali, da znamo stopiti skupaj. Uspelo nam je opraviti težko nalogo in opravili smo jo z odliko. Tudi zaradi dobro izpeljane intervencije žled 2014 je občina Kamnik kot prva v Sloveniji prejela pomemben certifikat Združenih narodov. Certifikat občina Kamnik odporna na naravne nesreče. Le-ta je velika potrditev dolgoletnega uspešnega dela na področju zaščite in reševanja. Občina Kamnik mlade vključuje v svoj program kot pomemben del ustroja kamniške družbe ter s svojimi finančnimi, materialnimi in drugimi pobudami pomaga, da so aktivno vključeni tako v vertikalni kot horizontalni strukturi kamniške občine
in družbe. Da je temu tako, priča prejem certifikata Mladim prijazna občina. Veliko vlogo pri prejemu certifikata sta odigrala Mladinski center Kotlovnica in Mladinski svet Kamnik, ki s podporo občine Kamnik izvajate številne projekte in programe za mlade. Veliko se v občini Kamnik dela tudi na področju turizma, saj je le-ta naš paradni konj. Velika planina, Arboretum, Terme Snovik, dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, okusi Kamnika. To je le nekaj lokacij, prireditev in projektov, zaradi katerih smo v lanskem letu v okviru Dnevnikove izvidnice tako po izboru strokovne komisije kot po izboru poslušalcev Radia Veseljak prejeli častni naziv do turistov najbolj prijazen kraj. Vse te nagrade in priznanja nam potrjujejo, da Zavod za turizem in šport v občini Kamnik skupaj z društvi in ponudniki turističnih storitev o pomoči občine Kamnik dela dobro in je na pravi poti. Ne gre pa vedno vse kot po maslu, kot radi rečemo. 15. novembra 2014 je potekal rok, ko bi morala zakonca Ručman, najemnika Starega gradu, po odločbi sodišča objekt izprazniti in predati občini Kamnik. Zaradi njunih pritožb postopek ponovno stoji na mrtvi točki, občina pa je pri tem povsem nemočna. S ponovno oživitvijo Starega gradu bi občina Kamnik ponovno pridobila pomembno turistično točko, ki v lepem vremenu kar sama vabi na obiske pohodnikov. Čaka nas tudi obnova sedežnice na Veliki planini, obnova športne dvorane, ki v sedanjem stanju ni več primerna za izvedbo tekem naših uspešnih odbojkarjev, ki se uvrščajo v sam vrh slovenskega športa, in ne nazadnje bazen, o katerem se že dolgo, predolgo samo govori. O tem, da ga potrebujemo, ni nobenega dvoma. Žal se v proračunsko boljših časih zadeva ni premaknila. Obstoječi bazen pod Skalco bo kmalu neustrezen za vsakršne aktivnosti in bo potreben obnove. Ustanovili smo tudi sklad za pokriti bazen, a kot rečeno, časi so finančno zelo neugodni. Kdor malo spremlja zadeve v zvezi z občinskimi financami, mu je lahko hitro vse jasno. Ni nepomembno povedati, da vzdrževanje bazena pomeni precejšnje stroške, saj je bazen predvsem energetsko zelo zahteven porabnik. Poleg tega pa bi pokritje bazena pomenilo obratovanje skozi celo leto, posledično pa večje obratovalne stroške. Smiselno bi bilo zgraditi bazen z zasebnim kapitalom, saj je to najhitrejša pot do cilja. Vprašanje pa je, kdo bo izkazal tako močan interes. Večkrat zmotijo zgolj načelne izjave, da bazen potrebujemo, a treba je povedati, kako. Zaenkrat se ne tare ljudi s potrebnim kapitalom in ponudbami, zato naj bo to tudi neke vrste poziv javnega interesa zasebnim vlagateljem. Ne potrebujemo zasebnikov, ki bi gradili ob finančni pomoči občine, temveč obratno. Vsesplošna finančna kriza, ki vlada v Sloveniji, se pozna tudi v naši občini. Predčasne volitve v državni zbor in menjava vlade so prinesle svoje posledice. S sprejetjem občinskega prostorskega načrta bi v Kamnik lahko privabili nova podjetja, a ministrstva nas z novimi izgovori pošiljajo od vrat do vrat. Tovarna Svilanit je svojo proizvodnjo preselila v Turčijo. Dokončno je svojo proizvodnjo zaključil Stol. V nekdaj močnem industrijskem mestu delujeta le še Eta in Titan. Kljub temu je brezposelnost še vedno pod državnim povprečjem. Socialna stiska je vedno večja. Marsikdo si ne more privoščiti niti toplega obroka. Tega se zavedamo tudi na občini Kamnik. Zato smo se odločili, da tistim, ki prejemajo socialno pomoč, in upokojencem, ki prejemajo pokojnino manjšo od 400 evrov, ponudimo brezplačno kosilo. Razdelilnico obrokov dnevno obiskuje približno 15 uporabnikov. Hvala Društvu upokojencev Kamnik, ki nam je odstopilo svoje prostore
in nam nudi neprecenljivo pomoč pri razdaljevanju obrokov. Neplačilna disciplina spravlja na rob preživetja tudi tista podjetja, ki se še trudijo za svoj obstoj. Kamnik je z zapiranjem tovarn in priseljevanjem v preteklih letih postalo spalno mesto. Ob vedno večjem številu prebivalcev nam država namenja vedno manj denarja, ki ga je komaj zadosti za zakonske obveznosti. Tudi z današnjo postavitvijo scenografije na slavnostni seji in ob letu industrijske dediščine se občina Kamnik in vsi njeni prebivalci poklanjamo delu naših dedkov in babic, ter naslednjim rodovom obljubljamo, da se bomo borili za dediščino, ki jo cenimo in smo na njo še kako ponosni. Kamničani se torej ne damo. General Majster je vztrajal na svoji poti. Na svoji poti bomo vztrajali tudi mi. Brez dobre ekipe ni skupnega cilja. Zato mi dovolite, da se zahvalim vsem zaposlenim v občinski upravi. Se vsak posebej in vsi skupaj pripomorete k dobro opravljenemu delu. Hvala številnim društvom, ki s svojim prizadevnim delom velikokrat prostovoljno tkete niti med občankami in občani in skrbite za boljši jutri. Iskrena zahvala gre tudi vam, občanke in občani, ki nas podpirate, včasih tudi grajate, a zavedati se je potrebno, da nihče ni nezmotljiv. Prav je, da nas na naše napake opozarjate. Le tako bomo skupaj lahko boljši in uspešnejši. Na svoji poti so bili uspešni tudi vsi današnji prejemniki občinskih priznanj, ki jih bomo podelili v nadaljevanju. Pa ne le oni. Vsi vi delate za dobrobit naše občine in tako lahko rečem, da si vsak izmed vas zasluži priznanje in zahvalo. Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani. Za konec vam izrekam iskrene čestitke ob prazniku občine Kamnik, rojstnem dnevu rojaka Rudolfa Maistra. Njegov duh naj nas spremlja, skupaj vztrajamo na naši poti in uspelo nam bo. Hvala.